Neustrezni urniki javnega prometa, pomanjkanje parkirnih mest, zamude, zastoji in gneča na cestah, predolge vožnje z javnim prometom in pomanjkanje linij javnega prometa. Vse to Slovenci naštevamo kot največji izziv mobilnosti. Posledično pa je kar petina prebivalcev zaradi takšnih težav živčnih in razdraženih. Desetini pa jemljejo energijo za delo in učenje, ugotavljajo raziskavi Mediane, kjer so na pobudo Inštituta za civilizacijo in kulturo izmerili temperaturo med vozniki oziroma volivci. Tam namreč že nekaj časa spremljajo, kako stranke umeščajo področje mobilnosti v svoje programe. Ker je mobilnost ena izmed najpomembnejših stvari, s katero se srečujemo v vsakdanjem življenju, je z nami Andrej Brglez. Dober večer. Dober večer. Povejte nam, zakaj sploh merite pričakovanja ljudi v primeru mobilnosti? Ali mobilnost ni prisotna dovolj v strankarskih programih? V strankarskih programih mi vedno gledamo vse prejšnje volitve, smo gledali, koliko mobilnosti vse stranke, ki se potegujejo za naše glasove, umeščajo v svoje programe in je prisotna je, ampak z floskulami, s takimi neoprimerljivimi v bistvu nekimi napovedmi. Zato smo letos rekli drugače. In da zdaj tik preden se začnejo volilni dvoboji, da zdaj opozorimo in pripravimo teren tako za politiko, kot za volilce, da zahtevamo več. Zato, ker za nas, ali pa drugače bom rekel, meni se zdi neverjetno, da mobilnost ni ena od top 3 političnih tem v času volitev. Nikoli bila. Razumem, da bo vprašanje zdravstva na prvem mestu, ampak drugo, tretje je lahko že mobilnost, ker zareže bo popolnoma vse pore posameznika, družine, mimogrede. Slovenija je najlepša dežela sploh, ampak ne moramo pa spregledati, da je tudi visoko tranzitna in da imamo tako turistično kot gospodarsko gledano in seveda, da imamo 1,2 milijona avtomobilov sami. Pa še nekaj. ZRC SAZU je za lansko leto besedo leta izbral božičnico. Če ne bi božičnica prišla konec leta, bi lahko bil zastoj. Tako zelo je pomembno za nas to. In kar nas najbolj nekako je skrbelo, da bodo še ene volitve šle in upam, da res ne bodo šle, tako mimo, da se politike sploh ne bo dotaknilo nobeno resno vprašanje glede mobilnosti, ampak še nekaj. Poglejmo, kolikokrat smo lansko leto omenjali Kitajsko in njen hud prodor v mobilnosti v zadnjih 20-30 letih. To je zato, ker se je politika odločila za neko pot v razvoju mobilnosti. Vem, da boste zdaj rekli, tam je drugačen politični sistem. Ampak tega, ki ga imamo tukaj, smo si sami izbrali in pravimo, da je kar dober. Jaz samo pravim, njegovega potencijala v času volitev ne izkoristimo. Zdaj imamo priložnost, da vprašamo tiste, ki se potegujejo za nas glas, kako boste rešili kolone. In tudi nekaj smo se že iz preteklih volitev naučili, a ne? Zato lahko pod vprašaj postavim, a vam bo to res uspel, na kakšen način. Zato, da potem, ko bomo naslednjič stali v koloni, kar bo kar že zelo kmalu, a ne, da bomo vendarle vedeli, ali smo izbrali pač tiste, za katere upamo, da bojo nekaj vendarle naredili, ali pač nismo šli. Mislim, ker še nekaj moramo videti, ne, ker smo spremljali zdaj te zadnjih nekaj volitev tudi skozi vprašanje mobilnosti. Mi smo že preizkusili vse modele, nove obraze, stare obraze, večne obraze, vse smo že preizkusili. Potencial, ki pravim, da ga ne izkoristimo, je, da te obraze zdaj vprašamo, kako mislijo to rešiti. Ampak kaj ljudje torej pričakujejo, kaj je prednostna naloga, ki jo od strank, od te politike, o kateri ste vi zdaj govorili, pričakujejo na področju mobilnosti? Ljudje, je zanimivo, raziskava je zelo jasno pokazala, da ljudje, to je bilo jasno že tudi prej, natančno vejo, kje jih mobilnost boli. Saj ste sami prej povedali, in zastoji, čas, stres, izguba potencijala v energije in vse, kar pač vemo. Bolj je zanimivo, da ko pride do tega, da bi to vprašali politiko, nekako ni najbolj pomembna tema. So druge teme bolj pomembne. Tudi ko smo jih vprašali, ali je to tisto, zaradi česar bi dal glas neki stranki. Ni. Ampak bolečina je pa velika. Tako da jaz zdaj, ne vem, nekaj se bomo mogli odločiti, a ne? In se to pravim. Jaz mislim, da moramo pogosteje prav v času volitev
In, no, je pa pomembno nekaj, ne, da se je po tej raziskavi Mediane zelo, zelo jasno videlo, da volilci natančno vejo, kdo je tisti, ki mora reševati vprašanje mobilnosti. Da tukaj ni nobenega dvoma. Ministrstvo za infrastrukturo, vlada, ampak da mi smo del te rešitve. Smo del problema z 1,2 milijona avtomobilov, ampak ne nam govoriti, da smo mi problem. Vam dam glas, vam dam denar in zdaj pač nekaj povejte, kako boste reševali. Tudi zanimivo je, da zelo jasno povemo, da si želimo bolj jasnih sporočil, da ni dovolj reči samo recimo naša stranka se bo v našem mandatu zavzemala za trajnostno mobilnost. Kaj je to? Kako? Kaj to zame pomeni? In to so vprašanji kar jasno povedali. Meni sam zmanjka, zakaj tega do zdaj ni bilo v času volitev. Zdaj imamo priložnost jih vprašati. Ampak mislite, da bodo politiki znali odgovoriti in da se zavedajo v bistvu, ne glede na rezultate ankete, ne, kako v bistvu se dotika ta mobilnost v vsakdanjem življenju ljudi, ne, da je to recimo tudi pomembna tema, ne, in da, ne vem, odgovor, ne, spodbujali bomo trajno mobilnost, ni več dovolj. Jaz mislim, da tukaj pa zdaj odgovor na vprašanje, zakaj mobilnosti ni v predvolilnih debatah bilo do zdaj. Zato, ker je to v resnici zelo... Tukaj bi se politika lahko med sabo ločila po vizijah. Tukaj imamo vsi isti problem. Tukaj ni levo, desno, sredina. Tukaj imamo vsi isti problem, iste kolone, isto vprašanje za 4 leta, pa za 40 let naprej. A ne? In to niso enostavno vprašanja. Kako se bo neka stranka odločila, v katero smer bo vozila recimo svoja sporočila glede trajnosti, če imamo 1,2 milijona avtomobilov? Kje je zdaj volilna baza? Pri avtomobilih, se pravi, ali bomo gradili avtoceste. To so pomembno, pa še nekaj je zelo pomembno. Ko govorimo o zdravstvu, mogoče nimamo vsi kristalno jasne sistemske rešitve. Pri prometu pa vsi vemo. Vsak od nas ve, da je treba nekaj lokalno narediti, na avtocestah nekaj narediti, vsak ima celo neko rešitev. In zato, ko bo politika govorila, bomo znali zelo dobro oceniti, a nam prodaja neke vizije, ki so izvedljive ali ne. Najlepša hvala, da ste bili naš gost.